Dragi devetošolci in starši, lepo pozdravljeni na informativnem dnevu Šole za strojništvo, geotehniko in okolje. Zavedamo se, da je izbira poklica pomembna, težka in predvsem odgovorna življenjska odločitev. Pri odločitvi za izbiro srednje šole in poklica lahko pomagajo starši, ampak namesto vas se ne morejo odločiti. Tudi jaz sem bil lani v podobnem položaju kot vi, zato vem, o čem govorim. Dobra seznanjenost z izobraževalnimi programi in dejavnostmi, ki jih šole izvajamo, pa vam lahko odločitev precej olajša. V teh čudnih časih negotovosti vam želimo dati motivacijo za tisto, kar vas še čaka. Danes smo tukaj, da vam predstavimo šolo za strojništvo, geotehniko in okolje. Ne bom lagal, tukaj se učimo, včasih bolj, drugič manj. V znanju je namreč moč. Kasneje vam bomo predstavili delo v učnih delavnicah, v katerih poteka praktični strokovni pouk. V življenju je danes namreč zelo pomembno, da znamo teoretično znanje uporabiti v praksi. Izven učnega procesa na naši šoli počnemo še druge stvari. Imamo dobre športne ekipe in odlične glasbenike. Dijaki pa so zelo uspešni tudi v mnogih drugih obšolskih dejavnostih. Sanjal sem o tebi in čutil, kot da ob meni si greš mlado telo. Sam se mi že dolgo čakam na te in prosim bolje junake, da naj me k tebi spusti. Nisva se še srečala, a v sebi slutiva, da na svetu drug po drugem kličeva. Moja ljubica si moja, v sanjah roka tvoja, boža mi srce. Povej mi si vsaj malo moja, ljubica si moja, pravljica naj tvoja z mano se začne. Poigravam s tvojim se imenom, dotakneš se me s pogledom in skriješ se med ljudi. Ko po noči dušo veže miru, zaprem oči in se vdiru, spet k tebi peljem nazaj. Nisva se še srečala, a v sebi slutiva, da na svetu drug po drugem kličeva. Moja ljubica si moja, v sanjah roka tvoja, boža mi srce. Povej mi si vsaj malo moja, ljubica si moja, pravljica naj tvoja z mano se začne. Povej mi si vsaj malo moja. Hvala, Urban. Poleg razrednika nas pri delu spremlja tudi šolska svetovalna delavka Nina Gošnik-Simeonovič, ki nam svetuje in pomaga pri morebitnih težavah. Tokrat vam bo predstavila pisni postopek. Pozdravljeni, sem Nina Gošnik-Simeonovič iz Šole za strojništvo, geotehniko in okolje. Sem Adela Gabron z Šole za storitvene dejavnosti. Sem Urška Koletnik iz elektro- in računalniške šole. In moje ime je Sara Brezovnik, prihajam iz gimnazije. Smo svetovalne delavke Šolskega centra Velenje in v tem videu vam bomo predstavili opisni postopek ter ostale informacije, ki so pomembne in zanimive ob prehodu iz osnovne v srednjo šolo.
Vse informacije v zvezi z vpisom v srednje šole najdete v razpisu za vpis, ki je objavljen na spletnih straneh Ministrstva za šolstvo. Vpisni postopek se prične z oddajo prijavnice za vpis. Prijavnico za vpis tudi najdete na spletnih straneh Ministrstva za šolstvo. Vaše prijavnice pričakujemo na srednjih šolah do 4. aprila. Dijaki, ki se vpisujete v programe poklicno-tehniškega izobraževanja, morate prijavnice oddati do 17. maja. Skozi celoten postopek vpisa boste učenci in starši vodeni strani osnovne šole, srednje šole in Ministrstva za šolstvo. Vkolikor bi se karkoli v Sloveniji zaradi epidemiološke slike spremenilo, boste strani osnovne šole, srednje šole ali ministrstva o tem tudi obveščeni. Spremljate spletne strani srednjih šol in ministrstva. Kako se izpolni prijavnica za vpis, pa si lahko pogledate v priloženem filmčku, ki so ga za vas posneli dijaki Šolskega centra Velenje. In na kaj morate biti pozorni, če se vpisujete v naslednje programe Šolskega centra Velenje? Vkolikor se vpisujete na šolo za strojništvo, geotehniko in okolje v program Geostrojnik rudar ali geotehnik, boste pred oddajo vpisnice za prijavo v program opravili zdravniški pregled. Zdravniški pregled boste opravljali na medicini dela, kjer vam bodo tudi izdali potrdilo o opravljenem pregledu. Le to potrdilo stavite poleg vpisnice, ko jo oddajate na željeno šolo. Če se vpisujete na šolo za strojništvo, geotehniko in okolje v program Geostrojnik rudar ali geotehnik, boste pred oddajo prijavnice za vpis napoteni na medicino delo na zdravniški pregled. Ob sami oddaji prijavnice priložite tudi potrdilo o pozitivno opravljenem zdravniškem pregledu. Vkolikor se na šoli za strojništvo, geotehniko in okolje odločate za vpis v program strojni mehanik v vajeniški obliki, le to označite na sami prijavnici za vpis ob navedbi programa. Vkolikor ne veste, kje bi si zagotovili vajeniško mesto, nas kontaktirajte in vam bomo pri tem z veseljem pomagali. Seznam podjetij, kjer sprejemajo vajence, najdete na spletni strani Gospodarske zbornice Slovenije. 8. aprila 2022 bo na spletni strani ministrstva objavljeno stanje prijav po posameznih šolah in programih. Na spletni strani si boste lahko pogledali, koliko je na razpisana mesta prijavljenih kandidatov v tistih programih, kamor ste prijavo dali tudi vi. Vkolikor bi si kdo v tem času iz kakršnega koli razloga premislil glede oddane prijave v program, lahko v tem času prijavnico skupaj s starši oziroma s soglasjem staršev prenese na drugo šolo oziroma v drug program. Prenosi prijav bodo potekali od objave stanja prijav do 25. aprila. Na spletni strani ministrstva pa lahko sproti preverjate, kako se spreminja stanje prijav. Od konca prijav vas bomo v nadaljnjih korakih obveščali šole, kjer boste oddali prijavnico. Do 27.5. boste tako iz srednje šole prejeli obvestilo o morebitnih omejitvah vpisa in o nadaljnjem poteku vpisa. Prejeli boste datume vpisa in dokumente, ki jih bo potrebno ob samem vpisu dostaviti na šolo. Vpisi bodo potekali od 16. do 21. junija in vkolikor v vašem programu ne bo omejitev vpisa in boste uspešno zaključili osnovno šolo, boste v tem roku tudi sprejeti in vpisani. Za vse dijake, ki se vpisujete v programe poklicno-tehniškega izobraževanja, pa bo vaš vpis potekal po zaključnem izpitu. Vpisani boste do 1. julija. V primeru omejitve vpisa bo najprej izveden prvi krog izbirnega postopka, pri katerem bomo upoštevali ocene obveznih predmetov 7., 8. in 9. razreda. V prvem krogu bo sprejetih 90% kandidatov glede na razpisana mesta. Kandidati, ki v prvem krogu ne boste sprejeti, greste v drugi izbirni postopek. Če razložim na primeru, vkolikor smo v razpisu razpisali 100 mest v programu in je prijavljenih več kot 100 kandidatov, bo v prvem krogu sprejetih samo 90 kandidatov. 10 mest do 100 razpisanih mest je prostih potem še v drugem krogu. V drugem krogu izbirnega postopka se boste starši in učenci oglasili na srednji šoli, kjer imate prijavnico. V roke boste dobili seznam srednjih šol in programov, kjer so še prosta mesta. Na poseben obrazec boste lahko rangirali od 1 do 10 programov, kamor se želite vpisati. Starši v tem obdobju ne rabite sami iskati šol in programov, vse boste uredili na srednji šoli.
Po končanem izbirnem postopku v drugem krogu boste obveščeni, kam ste bili sprejeti in se potem tja tudi upisali. Pa še nekaj ostalih informacij za vse. Vkolikor imate odločbo Zavoda Republike za šolstvo v usmeritvi, morate podati ponovno zahtevo za uvedbo postopka zaradi menjave programa. Z izdano odločbo boste na srednji šoli v programu usmerjeni, na šoli pa vam bomo zagotovili ustrezne pripomočke, prilagoditve in izvedbo učne pomoči. Vkolikor imate izdano odločbo v usmeritvi pred samim vpisom, vam bo le-ta prinesla nekaj dodatnih točk ob omejitvi vpisa. Na Šolskem centru Velenje sprejemamo novince en dan pred začetkom pouka. Ta dan se opravijo vse formalnosti. Ker pa ste žrtvovali en dan svojih počitnic, vam ta dan vrnemo med šolskim letom. Kot srednješolci lahko kandidirate za več vrst štipendij. Državne, kadrovske, Zoisove, štipendije za deficitarne poklice in še katero. Vse informacije v zvezi z štipendijami najdete na spletni strani Javnega štipendijskega sklada. Tudi na Šolskem centru Velenje imamo učbeniški sklad. Enako kot v osnovni šoli si lahko tudi pri nas učbenike sposodite v učbeniškem skladu in plačate samo obrabnino. Več informacij boste prejeli ob vpisu. Tudi v srednji šoli imate možnost subvencionirane malice. Na šolsko malico se morate prijaviti s prijavnico. Na Šolskem centru Velenje deluje predplačniški sistem plačevanja malic. Na šolsko malico se boste prijavili preko spletne aplikacije, vsak dan pa boste imeli na izbiro 5 različnih menijev. Dijaki vozači, ki ste od kraja šolanja oddaljeni več kot 2 km, lahko uveljavljate subvencionirano vozovnico. Vozovnice urejate pri vašem izbranem prevozniku. Dijaki, ki pa stanujete malo dlje in se ne bi radi vozili, imate možnost bivanja v dijaškem domu. Prijavnice za dijaški dom oddate na Šolski center Velenje v istem roku, kot je rok za oddajo prijavnice v srednje šole. Želimo vam, da uspešno zaključite osnovno šolo in vas vabimo, da se nam pridružite pod Mavrico znanja. Hvala. Ravnatelj šole Peter Rozman vam bo predstavil šolo ter programe in poklice, za katere se izobražujemo. Gospod ravnatelj, vabljeni k besedi. Dragi devetošolke, dragi devetošolci, spoštovani starši, lepo pozdravljeni na informativnem dnevu Šole za strojništvo, geotehniko in okolje. Dovolite mi, da vam v naslednjih nekaj minutah predstavim utrip in delo na naši šoli, predvsem pa izobraževalne programe oziroma poklice, za katere izobražujemo. Naša šola, Šola za strojništvo, geotehniko in okolje, je ena od 4 srednjih šol Šolskega centra Velenje, ki ga sestavlja še medpodjetniški izobraževalni center, višja strokovna šola ter dijaški in študentski dom. V letošnjem šolskem letu se na naši šoli izobražuje 397 dijakinj in dijakov v kar 13 izobraževalnih programih. Pouk na naši šoli izvajamo na 2 oziroma 3 lokacijah, in sicer na medpodjetniškem izobraževalnem centru, ki mu pogosto pravimo most med izobraževanjem in gospodarstvom, v središču mesta na sedežu našega šolskega centra. Naši geostrojniki, rudarji in geotehniki pa praktični pouk opravljajo na Premogovniku Velenje. Imamo res dolgo izobraževalno tradicijo, saj se je Šolski center Velenje razvil iz takratne industrijske rudarske šole. Odlično opremljene delavnice, specializirane učilnice in laboratoriji na medpodjetniškem izobraževalnem centru nam omogočajo kvaliteten pouk v vseh izobraževalnih programih. Pri izobraževanju sodelujemo s socialnimi partnerji, predvsem z našimi delodajalci, torej gospodarstvom, in seveda tudi z ostalimi deležniki. Aktivno se vključujemo v različne projekte tako doma, kakor tudi v tujini, in da smo nekako mednarodno obarvana šola, potrjuje dejstvo,
da se pri nas izobražujejo dijaki projekta Zahodni Balkan, ki prihajajo iz Kragujevca, Tešnja in Valjeva, ter da naši dijaki odhajajo na izobraževanje oziroma mednarodne izmenjave v tujino. Že samo ime šole pove, da izobražujemo za poklice in programe na 3 področjih: strojništvo, geotehnika oziroma rudarstvo ter okoljevarstvo. Na področju strojništva izobražujemo bodoče strojne tehnike, ki po 4 letih izobraževanja opravljajo poklicno maturo. Avtoserviserji, mehatroniki operaterji, strojni mehaniki, oblikovalci kovino-rodjarji ter tudi inštalaterji strojnih inštalacij po 3 letih opravljajo zaključni izpit. Lahko se seveda zaposlijo ali pa nadaljujejo izobraževanje v poklicno-tehniškem izobraževanju 3+2, torej za strojne tehnike ali avtoservisne tehnike. Na koncu izobraževanja opravljajo poklicno maturo. Izobražujemo pa tudi v 2-letnem programu pomočnik v tehnoloških procesih, ki se prav tako zaključi z zaključnim izpitom. Tudi v letošnjem šolskem letu in v naslednjem bomo strojne mehanike izobraževali tudi v vajeniški obliki, kar pomeni, da dijak več kot 50% celotnega izobraževalnega programa opravi v podjetju. Šaleška dolina je bila in bo tudi v prihodnje močno povezana s premogovništvom. Zato na naši šoli izobražujemo bodoče geotehnike, ki ob koncu izobraževanja opravljajo poklicno maturo, in bodoče geostrojnike rudarje, ki se po zaključnem izpitu lahko zaposlijo na Premogovniku Velenje ali pa nadaljujejo izobraževanje v programu poklicno-tehniškega izobraževanja geotehnik, ki ga zaključijo z opravljanjem poklicne mature. In še tretje področje, okoljevarstvo. Naši bodoči okoljevarstveni tehniki, poklic prihodnosti, zeleni poklic. Okoljevarstveni tehniki po 4 letih izobraževanja pridobijo odlične izkušnje za nadaljnji študij in opravljajo poklicno maturo. Predmetniki poklicnega in strokovnega izobraževanja so sestavljeni iz splošno izobraževalnih predmetov, iz obveznih pa tudi izbirnih strokovnih modulov, praktičnega pouka v šoli, praktičnega usposabljanja pri delodajalcih, iz interesnih dejavnosti in iz vsebin odprtega kurikula. To so tiste vsebine, ki jih šola umesti v predmetnik v soglasju z delodajalci. In kaj pravzaprav pomeni strokovni modul? To je pravzaprav strokovni predmet, ki je sestavljen iz teorije stroke, iz splošno izobraževalnih vsebin in seveda praktičnega pouka. Preplet tako stroke, splošno izobraževalnih vsebin in predvsem praktičnega pouka je pravzaprav strokovni modul naših dijakov. Naši dijaki v času izobraževanja odhajajo k delodajalcem v realna delovna okolja. In sicer dijaki srednjega strokovnega izobraževanja 8 tednov, srednjega poklicnega izobraževanja 24 tednov, dijaki nižje poklicnega izobraževanja 4 tedne in dijaki poklicno-tehničnega izobraževanja 2 tedna. Dijaki, ki se izobražujejo v 4-letnih izobraževalnih programih oziroma v programu poklicno-tehničnega izobraževanja, ob koncu opravljajo poklicno maturo, ki je sestavljena iz slovenščine, iz pisnega in ustnega izpita iz stroke, torej strojništva, avtoserviserstva, rudarstva in oziroma okoljevarstva, izbirajo pa med tujim jezikom, angleščino ali matematiko. Vsi pa opravljajo še 4. izpitno enoto, ki predstavlja izdelek oziroma storitev za govor. Dijaki, ki uspešno opravijo poklicno maturo, se lahko zaposlijo. Pogosto pritrdimo, da izobražujemo za deficitarne in vse bolj iskane poklice. Lahko pa se vpišajo na vse višješolske in visokošolske študijske programe, tisti dijaki, ki opravljajo še dodatni 5. predmet splošne mature, pa tudi na nekatere univerzitetne študijske programe. Dijaki po 3-letnem izobraževanju srednjega poklicnega izobraževanja opravljajo zaključni izpit iz slovenščine ter izdelek z govorom.
Prav tako pa dijaki nižje poklicnega izobraževanja opravljajo zaključni izpit, izdelek oziroma storitev z zagovorom. Ti dijaki lahko nadaljujejo izobraževanje pri nas na naši šoli. Dijaki nižje poklicnega izobraževanja po 2 letih v kateremkoli poklicnem izobraževanju, dijaki srednjega poklicnega pa lahko izbirajo med avtoservisnim tehnikom, strojnim tehnikom ali geotehnikom. Veseli smo, da se vsako leto kar nekaj dijakov odloči in praktično usposabljanje z delom pri delodajalcih opravljajo v tujini. Govorimo o mednarodnih izmenjavah naših dijakov. V vseh teh letih so bili že na Češkem, v Nemčiji, na Portugalskem in tudi v tem šolskem letu odhajajo na Portugalsko v mesto Braga. Ob pouku in izobraževanju pa se seveda naši dijaki udeležujejo različnih srečanj. Srečanj strojnih šol, srečanj šol okoljevarstvenih tehnikov ali pa tekmujejo na domačih ali mednarodnih tekmovanjih. Forum mehatronike, Balkan Junior. Veliko možnosti je tudi za sodelovanje v gibanju Mladi raziskovalci za razvoj Šaleške doline. In tukaj so zelo uspešni. Posegajo po najžlahtnejših priznanjih in nagradah, tudi po zlatih priznanjih in prvih mestih na državnem tekmovanju. Pouk obogatimo z medpredmetnim povezovanjem in predvsem s projekti od ideje do izdelka. Resnično vsako leto nastane veliko zanimivih in atraktivnih izdelkov. Dodana vrednost izobraževanja na naši šoli so tudi projektni dnevi. Dijaki namreč odhajajo v Bohinj, v Ržej, tudi v Poreč, pa tudi na Kozjak, kjer preživijo skupaj nekaj dni, tako z razredniki kot ostalimi učitelji, ki jih spremljajo na teh aktivnostih. Vsako leto smo izredno ponosni na uspehe naših dijakov, torej na dijake, ki uspešno zaključijo izobraževanje, poklicno maturo oziroma zaključni izpit. Še posebej pa smo veseli, da imamo vsako leto med nami tudi diamantne in zlate maturante generacije. Na naši šoli lahko tisti dijaki, ki aktivno trenirajo, uspešno združujejo to svojo dejavnost tudi z izobraževanjem, kar pomeni, da ji pridobijo status perspektivnega športnika in šolske obveznosti prilagajajo obveznostim na športnem področju. Prav tako pa so naši dijaki zelo uspešni pri različnih športnih aktivnostih, tako v individualnih, kako tudi v skupinskih športih. Da se na šoli počutimo varno, sprejete in predvsem, da je šolski prostor tudi vzpodbuden, doprinese naša dijaška skupnost. Dijaki v začetku šolskega leta pripravijo sprejem novincev, potem sledi tudi mnogoboj družabnosti vseh dijakov šolskega centra in ob koncu šolskega leta predajo dijaške simbole. Dijaki, ki opravljajo poklicno maturo, pa se ob koncu izobraževanja odpravijo tudi na maturantsko strokovno ekskurzijo in seveda zaplešajo na nepozabnem maturantskem plesu generacije. Dragi devetošolci, drage devetošolke, odločitev pogosto ni enostavna, ni lahka, je zahtevna. Zato vas že danes vabimo, da utripu naše šole sledite na našem Facebook profilu oziroma na naši šolski spletni strani. Na šoli z bogato tradicijo in odprtostjo za novosti bomo še naprej izpopolnjevali znano in raziskovali neznano. Veseli bomo, če se nam pridružite. Sedaj pa vas povabim, da se povežete na predstavitve posameznih programov oziroma poklicev, kjer vam bodo kolegi učitelji, vodje programskih učiteljskih zborov skupaj z dijaki predstavili posamezne programe, poklice, predvsem pa tiste podrobnosti, ki vas morda še zanimajo. Po koncu predstavitev pa bo priložnost tudi za vprašanje. Želim vam uspešen zaključek osnovnošolskega izobraževanja in se veselim, da se septembra srečamo pod zeleno barvo malice znanja našega šolskega centra na šoli za strojništvo, geotehniko in okolje. Srečno!